Alternativne realnosti in paralelni svetovi. Kaj je to alternativna realnost? Kakšna je prava realnost? Kakšna je univerzalna realnost? Ljudje živimo na tem svetu. Ta svet imenujemo fizični, materialni svet. In ta svet si vsi med seboj delimo. Toda v življenju na tem svetu nastanejo med nami konflikti, kajti vsak od nas ima različen pogled na svet, različna prepričanja, kaj je res, različna verovanja, različne definicije, različne izkušnje. Kako lahko končno zaživimo na tem svetu v popolni harmoniji? Destiny je podrobno raziskal fenomen konfliktov na tem svetu in prišel do neverjetnega spoznanja. Problem na tem svetu je to, da mi živimo po naši alternativni individualni realnosti v našem umu. Je energijska struktura, ki nam omogoča, da v njem izgrajujemo domišljijske svetove. V svojem umu lahko domišljamo, karkoli si želimo, ustvarjamo si lahko gradove v oblakih, uresničujemo razne fantazije, letamo po zraku, se bliskovito premikamo, gremo v čas naprej in nazaj. In dokler živimo v svojem umu in fantaziramo in smo sami zase, je s tem vse v redu. Ko pa začnemo to našo fantazijo projicirati na ta svet in poskušati te naše fantazije uresničiti, potem nastane konflikt z tem fizičnim svetom. V sebi ustvarjamo določene želje, določena hotenja in hitimo na tem svetu proti uresničevanju teh želja in hotenj. Imamo svoje ideale, želimo si, da bi bil svet tak, kot ga mi hočemo za sebe, da bo nam ustrezal. Zato želimo ta svet spremeniti. Tudi na tem svetu je ogromno ljudi, milijarde ljudi in vsak ima svoje želje. Vsak želi ta svet spremeniti po svoji notranji domišljijski podobi. Zato nastanejo prepiri in konflikti in jeza in zamera in zavist in podobni razdvajajoči občutki in čustva, ki nas potem počasi prevzamejo in nas spravijo v boj proti drugemu. Začnemo se bojevati, tekmovati, pobijati. Kako torej ustaviti vse to? Kako ustaviti to nasilje, medsebojno razdvojenost? Rešitev je zelo enostavna. Samo spustiti se moramo iz našega uma, iz naše domišljijske, alternativne realnosti, iz naših paralelnih svetov v to univerzalno, skupno fizično realnost. Sliši se preprosto, toda za marsikoga nepredstavljivo težko, vendar obstajajo tehnike, ki to omogočajo. Pri Destiny so proučevali, kako deluje in kako se učinkovito spustiti iz uma v to fizično realnost. Prvo orodje, ki človeka zasidra v ta materialni fizični svet, ki ga prizemlji, je dihanje. Dihanje je kot sidro, ki ga vržemo v tem našem življenju in nam omogoča, da smo trdno zakoreninjeni tukaj v tem materialnem svetu in usklajeni za fizično realnostjo. Orodje deluje tako, da zahteva našo usmerjeno pozornost. Dihanje deluje kot sidranje zavedanja v tem trenutku, takrat, ko se zavedamo svojega lastnega dihanja. Torej, ključ za popolno usklajeno za materialno realnostjo v slehernem trenutku je ta, da smo v vsakem našem dihu pozorni na naše dihanje. Kajti mi lahko svojo pozornost usmerimo samo v eno ozko točko. In v bistvu lahko v vsakem trenutku odločamo samo, ali bomo svojo pozornost usmerjali na svoje dihanje in s tem na ta fizični svet, ali pa bomo svojo pozornost usmerili
na svoje misli, ki se nam pojavljajo v glavi. Kajti misli so slepilo, nastanejo brez našega dovoljenja, avtomatično se pojavljajo v naši glavi in nam v bistvu ne počnejo nič drugega, kot samo to, da kradijo našo pozornost in nas skušajo premamiti stran od zavedanja prave realnosti v tem trenutku. Kajti v trenutku, ko zaidemo v svoje misli, nismo več v tem materialnem svetu. Zgubimo zavedanje in vedno, kadar smo v mislih, izgubimo kontrolo nad svojim fizičnim telesom. Posledica je to, da neke stvari nekam damo in potem pozabimo, da smo to storili. Ne moremo se spomniti, kam smo dali neko stvar. Posledica je tudi to, da nam kaj pade iz rok in se nam razbije, zato ker nimamo več kontrole nad našimi mišicami v roki. Včasih se tudi urežemo, spotaknemo, poškodujemo. Skratka, vse poškodbe, ki jih doživljamo, so posledica našega sodelovanja v umu, našega bivanja v umu. Cilj je torej, da vsi skupaj odstranimo to našo alternativno realnost, da prenehamo živeti v naših individualnih fantazijskih svetovih, ki so med seboj tako različni, in raj na zemlji ter harmonija na tem svetu je možna samo, če vsi začnemo živeti to materialno realnost. Če vsi učinkovito dihamo in ne dovoljujemo pojavljanja niti eni sami misli v naši glavi. Delujemo torej iz sebe, iz nas, kot fizično, in potem bo nastala možnost, da bomo tukaj na tem svetu ustvarili pravi raj na zemlji. Odsvetujem torej kakršnikoli molitve, priprošnje, meditacije, vizualizacije, astralne projekcije in podobne stvari, ki vključujejo kajti vse to je tisto, kar nas razdvaja. Tisto, kar nas bo združilo, je to, da se bomo spustili iz našega uma v fizično telo. Zato se proces usklajevanja za enostjo imenuje tudi rojevanje življenja iz fizičnega. Kajti trenutno nismo življenje, trenutno smo energetski sistem, ki živi v našem umu in popolnoma ignoriramo ta fizični svet in uničujemo sebe, zato se pojavljajo bolezni in bolečine in iz tega razloga tudi uničujemo ta fizični svet, uničujemo vse živalske vrste, ropamo naravne vire iz tega sveta. Prenehajte torej živeti v svoji iluzorni umski realnosti, ki sploh ni realnost, ampak je fantazija, popolna zabloda, in pričnimo skupaj živeti v tem raju na zemlji, v tej fizični materialni realnosti, ki v bistvu predstavlja Boga, kajti fizično je Bog. Hvala.